Železo. Že sama beseda prikliče podobe mogočnih struktur, zmogljivih strojev in orodij, ki so zgradila naš svet. Železo je od svojega odkritja pred tisočletji igralo ključno vlogo v človeški zgodovini in oblikovalo naše tehnologije, družbe in celo umetnost. Od bronaste dobe, ko je železo s svojo vrhunsko trdnostjo uvedlo novo obdobje vojskovanja in kmetijstva, do sodobnega časa, ko specializirane jeklene zlitine tvorijo hrbtenico naše infrastrukture in tehnologije, železo ostaja temelj človeške civilizacije. Vendar pa zgodba o železu ni le zgodba o njegovem zgodovinskem pomenu. Gre tudi za izjemno vsestranskost tega elementa. Čisto železo, čeprav uporabno samo po sebi, ima omejitve, ki jih odpravimo z magijo legiranja, postopkom kombiniranja železa z drugimi elementi za izboljšanje njegovih lastnosti. Ta video se poglablja v fascinanten svet železa in njegovih zlitin ter raziskuje njihove edinstvene značilnosti in raznolike uporabe. Čisto železo, znano tudi kot ferit, je v naravi redko. Običajno ga pridobivamo iz železove rude in ga prečiščujemo do visoke stopnje čistosti. Ta čista oblika železa je relativno mehka in kovna, kar pomeni, da jo je mogoče enostavno oblikovati. Zaradi tega je primerna za uporabo tam, kjer sta pomembni duktilnost in enostavnost obdelave. Vendar pa ima čisto železo svoje omejitve. Ni tako močno kot mnoge njegove zlitine in je dovzetno za rjavenje, ko je izpostavljeno vlagi in kisiku. Ta reaktivnost s kisikom daje železu značilno rdeče rjavo rjo. Čeprav čisto železo ni tako široko uporabljeno kot njegove zlitine, se še vedno uporablja na specializiranih področjih. Na primer, zaradi visoke magnetne permeabilnosti je primerno za uporabo v elektromagnetih in nekaterih električnih komponentah. Prava vsestranskost železa se pokaže v njegovih zlitinah. S kombiniranjem železa z različnimi količinami ogljika, skupaj z drugimi elementi, kot so mangan, krom in nikel, odklenemo spekter materialov z lastnostmi prilagojenimi posebnim potrebam. Najpogostejši železovi zlitini sta jeklo in lito železo, vsaka s svojimi značilnostmi in uporabami. Jeklo, zlitina železa in ogljika z vsebnostjo ogljika, ki se običajno giblje od 0,02% do 2,1%, je znano po svoji trdnosti, trdoti in vzdržljivosti. Ta izjemen razpon lastnosti dosežemo z nadzorovanjem vsebnosti ogljika in dodajanjem drugih legirnih elementov, kar nam omogoča, da jekla prilagodimo za posebne namene, od gradnje mostov in nebotičnikov do izdelave kirurških instrumentov in avtomobilskih komponent. Lito železo pa običajno vsebuje od 2% do 4% ogljika, skupaj z različnimi količinami silicija in mangana. Zaradi te višje vsebnosti ogljika ima lito železo odlično livnost, kar pomeni, da ga je mogoče enostavno vliti v kalupe za ustvarjanje kompleksnih oblik. Lito železo je znano tudi po svoji tlačni trdnosti in odpornosti proti obrabi, zaradi česar je primerno za uporabo v motornih blokih, ceveh in posodi. Poleg širokih kategorij jekla in litega železa leži fascinanten svet specializiranih jekel. Te zlitine so skrbno zasnovane tako, da izpolnjujejo zahteve posebnih aplikacij in premikajo meje trdnosti, odpornosti proti koroziji in toplotni odpornosti. Nerjaveče jeklo je na primer znano po svoji odpornosti proti koroziji. Z dodajanjem kroma zlitini se na površini tvori zaščitna oksidna plast, ki preprečuje rjavenje in ga naredi idealnega za uporabo v kuhinjah, bolnišnicah in drugih okoljih, kjer sta higiena in dolgoživost ključnega pomena. Orodna jekla, kot že ime pove, so zasnovana za rezanje, vrtanje in oblikovanje drugih materialov. Ta jekla so legirana z elementi, kot so wolfram, molibden in vanadij, da dosežejo izjemno trdoto, odpornost proti obrabi in toplotno odpornost, kar jim omogoča, da ohranijo svojo ostrino tudi v ekstremnih pogojih. Od nebotičnikov, ki prebadajo oblake, do medicinskih pripomočkov, ki rešujejo življenja, železo in njegove zlitine podpirajo nešteto vidikov našega sodobnega sveta. Razumevanje različnih vrst železnih kovin, njihovih lastnosti in njihove uporabe nam daje vpogled v iznajdljivost znanosti o materialih in njen globok vpliv na naša življenja.